Zaščita otrok v avtu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje varnosti. Otroci v Sloveniji poznajo akcijo pod imenom priljubljene figurice pasovček. Na podlagi statistike, katero vodimo že več let, bi lahko rekli, da se od tistih 45% v sedanjem času že pripaše okoli 95%, kar je velik procent. Pa tudi, moramo poudariti in pohvaliti delo v vrtcih. Turžic, vzgojiteljic, katere dobesedno vztrajajo z tem programom Red je vedno pas pripet. To je pasovček, igrico smo vpeljali v vse vrtce Mariboru. Varnostni pas rešuje življenje, zato pa ne izobražujejo le otrok, temveč tudi starše. Kaj pomaga, če je otrok pripet, starš pa ni pripet? Zato tudi vplivamo v vrtcih za razgovor z starši, da tudi otroci vplivajo na starše, da se pripnejo. Otroci pa že vedo, da se je potrebno pripasati in da k temu tudi sami spodbujajo svoje starše. Če kdo ful hitro vozi, da se ne poškoduješ. Če nismo pripasani, potem se lahko poškodujemo. Da ti pas ni do vrata, ker če zabremzamo, ti lahko pas tu tako odreže. Še nekaj pomembnih nasvetov pri vožnji otrok v avtomobilu. Otrok mora biti vedno v otroškem sedežu, ki je primeren za njihovo starost, višino in težo. Potem je pa odvisno od samega sedežka. Tele ta veliki, ki je tukaj gor, mora biti varnostni pas tukaj zgori pri rami dan čez vodilo. In spodaj mora biti na obeh straneh oba dela pasu pod ročajem. Pa seveda mora biti zategnan, poravnan, to je pa v bistvu več ali manj to. Potem so drugi sedežki, imajo druge sisteme. Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa z roko v roki sodelujejo tudi v Zvezi prijateljev mladine Maribor. Seveda je vzgoja otrok v cestnem prometu pomembna, da se naučijo pravilnega obnašanja v prometu in da se zavedajo, kako pomembno je upoštevati določena pravila. Seveda pouk pri najmlajših poteka skozi igro. Ves čas je en tak vzgojni element prisoten, recimo tudi ustvarjalne delavnice, otroke učimo, kako varčno uporabiti lepilo, izrezati z papirja, recimo krogec na sredini velikega šeleshamerja, ampak z roba. Skratka, take stvari so ves čas prisotne in je skoraj nemogoče našteti. To tudi naše prostovoljce učimo, naše mentorje, da to pri delu z otroki vedno znova poudarjajo. Ne na tak način, da bi jim težili, ampak tako mimogrede med igro in ustvarjanjem se takih stvari naučijo. Otroci so tako na zabaven in poučen način spoznavali pravila v cestnem prometu in jih sami tudi preizkusili. Tako da starši pozor, držite se pravila, da je red vedno pas pripet.